Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji Kroniki tedna. V sredo so se na občini Kranjska Gora še zadnjič letos zbrali svetnice in svetniki na 15. redni seji občinskega sveta v 6. mandatu. Za novega direktorja komunale Kranjska Gora so potrdili Blaža Knifica. Komisija ni imela lahkega dela, bili so 3 kandidati, vsi 3 pač izredno sposobni in seveda tudi izkušeni, ampak jaz mislim, da kljub vsemu, da bomo z novim predlaganim direktorjem Blažem Knificem do zdaj podžupanom, posebej odgovornim za komunalo, sodelovali dobro, da se bo predvsem to poznal na naši dolini, na urejenosti, čistosti in seveda ceni storitev. Knific je takole komentiral potrditev občinskega sveta. Nisem pričakoval tako velike podpore, prijel sem 12 glasov, kar je zelo velik rezultat, dober rezultat. Moramo upoštevati, da smo bili 3 dobri kandidati, prijavljeno nas jih bilo 9, vendar mislim, da je program, ki sem ga napisal in tudi na vprašanje, ki sem odgovarjal pred komisijo, mislim, da je bilo tisto odločilno, kar je potem komisija na podlagi tega tudi odločila, da me je predlagala za direktorja komunale Kranjska Gora. In kakšni so načrti za novega direktorja? S 1.1.2017, kot je bilo danes tudi že povedan, prevzamem mesto direktorja komunale Kranjska Gora. Zdaj v programu sem že napisal posodobitev in pregled procesov, tudi dodatne novosti bomo uvedli, tudi izboljšave na podlagi procesov, ki jih poznam. Seveda pa moram najprej še zadevo preučiti, majhen pogledati, da se spoznam z vsemi procesi, dejavnostmi, ki jih naša komunala upravlja. Res, da prihajam iz komunalne sfere, sam sem že 10 let zaposlen v večjem komunalnem podjetju, tudi enota, ki jo vodim, šteje 40 ljudi, tako da te zadeve poznam. Predvsem so pa te zadeve, kot sem jih že povedal, bojo posodobitve sistemov, uvedba novih novosti, izboljšav, seveda pa tekom let, ki jih imam sedaj, bomo to tudi probali speljati do konca. Blaž Knific, do sedaj podžupan in svetnik, bo z teh funkcij odstopil. Poglejte, mislim, da je tako prav, tudi kot je že župan omenil, mislim, da je treba ta prag kulturne politike odvigniti. Odstopil bom z vseh, ob nastopu nove funkcije bom podal pisno izjavo in odstop kot podžupan, kot svetnik bom odstopil bom pa tudi vseh odborov in komisij. Mislim, da je to edino pravilno. Posvetil se bom v vodenju podjetja, ki ga bom prevzel. Seveda pa bom tudi delo občinske uprave in tudi delo svetnikov spremljal še vedno naprej, vendar ne za mizo, kjer se odloča, vendar kot občan tudi na sami seji. Na sredini seji so svetniki in svetnice potrdili tudi proračun za prihodnje leto. Proračun je kar spet gospodarsko razvojno naravnan, nismo krčili socialnih transferov, kulturo, šport, vse puščamo zelo bogato financirane. Vesel smo, da Kranjska Gora iz turizma kar nekaj denarja dobi nazaj, se pravi, da občina ni pač revna in da se lahko pač res sprejema proračun, ki tudi kar nekaj stvari pač izvrši. Kakšne načrte pa ima župan za prihodnje leto? Načrti so smeli, načrti so taki, kot nam jih je pač že priznala Turistična zveza Slovenije. Kraj Kranjska Gora je najbolj urejen turističen kraj v Sloveniji. Kranjska Gora postaja ena najbolj iskanih točk za investicije. Verjamem, da se bo to poznalo tudi na pač vseh zgodbah, ki se bojo dogajale v prihodnosti, in jaz želim ob tem vsem ljudem, ki od moje strani do Rateč sodelujejo v tej zgodbi o uspehu, ki se piše, da pač v teh božičnih in novoletnih praznikih kar najbolj uživajo, naj bodo spokojni in
zadovoljni v mir v krogu svoje družine. Tisti, ki delamo, pač bomo se posvetili gostom, ki prinašajo dobrobit in seveda tudi veselje v naša srca, pa seveda vsem srečno novo leto 2017. Kranjskogorski občinski svet je na seji sprejel tudi plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017 do 2020. V prihodnjem letu bo za to namenjenih 838 tisoč evrov. Med drugim gre za obnovo odsekov Borovške ceste v Kranjski Gori, ceste na Dovjem, ceste na Mojstranški Gobeli in v Mlačci ter ceste skozi Rateče. V letu 2018 gre za obnovo cest v Kranjskogorski občini 682 tisoč evrov. Leta 2019 558 tisoč evrov, leta 2020 pa 552 tisoč 500 evrov. V torek je v Jasni v gostišču Milka potekalo prednovoletno srečanje gospodarstva Zgornjesavske doline in občine Kranjska Gora. Kot vedno so poklepetali o tem, kako uspešno leto je za njimi in snovali tudi ideje za prihodnje. Zopet je leto okoli in kamenčki smo se zopet zbrali. Letos smo se zbrali v Jasni, v starem objektu oziroma objektu, ki ste ga prevzela mlada, to se pravi penzion pri Milki. Letošnje leto smo se zopet kulinarično poskušali približati vsem najboljšem, v to, kar znamo oziroma kar si ljudje, gostje pri nas želijo. To leto je bilo zelo plodno in zelo uspešno za naš kamenčke, kajti uspelo nam je tudi dobrodelna akcija, da smo za 14 naših otrok v šoli zbrali torbe in ostalo opremo, tako nekako, da tudi na ta način pomagamo v kraju. No, bilo je pa izredno tudi letos lepo, saj smo skupaj s Hit Alpino na festivalu, Evropskem festivalu kulinarike sodelovali in predstavili kulinariko iz naše doline. Moram reči, da kulinarično smo vedno boljši in vedno bolj lahko tudi konkuriramo drugim krajem. Lep dober večer, kamenčki, lep dober večer, svetnike, svetnice, direktor turizma, direktorica komunale in ostali visoki gosti. Izredno lepo vas je videti v takem številu. Seveda vas je več videti, ker ima bolj majhen prostor letos, ampak mislim, da ne glede na vse je fajn, da krožimo, da smo prišli letos pozdraviti novega prevzemnika Milke, s tem, da se pač mladi odločajo, da odpirajo nove lokale, da se hoteli selijo iz rok v roke, da investitorji za Kranjsko Goro pravijo, da je zdaj najbolj zaželena destinacija za vlaganje v turizem. To sem slišal iz strani turističnih novinarjev nedolgo nazaj. Pomeni, da smo nekako zadeli tisto srž, ki smo si je želeli. Jaz verjamem, da ste vsi pač po svojem doprinesli, da Kranjska Gora diha tako, kot diha. Prav mali kamenčki smo že pred veliko leti sklenili, da obrnemo plat našega turističnega razvoja in jaz verjamem, da se to kaže iz leta v let bolj. Jaz bi s tem zaključil. Želim vam, da se seveda udeležujete tudi drugih aktivnosti malih kamenčkov, da ste prisotni v kraju. Moj telefon imate, lahko me pokličete kadarkoli, lahko me dobite kjerkoli in se z mano pogovorite. Odprt sem za ideje, odprt sem za nove stvari v Kranjski Gori, tako da na zdravje in naj se leto zaključi uspešno in ob tem bi vam zaželil res mirne in seveda uspešne božične praznike. Mi si lahko zaželimo uspešne, ker imamo žal tudi, če bo 2. januar dela prost dan, za nas to deloven dan in jaz verjamem, da
se bomo drugi let srečali prav tako zadovoljni na drugi lokaciji z mlado ekipo, ki bo verjetno organizirala stvari še boljše. Hvala. Miha, Milka ravno ta vikend odpira na novo svoje vrata. Kaj je tisto, s čimer boš ti privabil ljudi? Mislim, da bo vas partnerko privabila najbolj s kuhno, pa ne samo to, mislim v kuhni, pa v gostinstvu, imava že kar nekaj izkušenj. Najbolj, kulinarika, ampak v tistem ta pravemu pomenu besede, da je okus, pa razgled sobe, pa kvaliteta. Jaz vam v bistvu iz prve roke povem, da je Miha vrhunski kuhar. Najbolj mi je všeč tvoja pirina rižota z dodatki. Kaj pa še tisto, s čimer zaradi česar se bodo ljudje vračali? Je mogoče glih to. Kulinarika se bo majhen spreminjala. Seveda bojo tudi skozi določene klasike. Bom pa skozi majčken tudi eksperimentiral, pa za eno normalno ceno probal predstaviti širši publiki zelo dobro hrano. Vabljeni torej v Milko, kjer je najlepši razgled na jezero Jasna. V četrtek so v osnovni šoli 16. decembra Mojstrana pripravili tradicionalno prireditev ob krajevnem prazniku. Na odru so nastopile učenke in učenci šole. Si predstavljaš, kako lep je lahko božični večer, zunaj tiho naletava sneg, snežinke poplesavajo, vse je tiho in mirno. Ti pa ne moreš zaspati in čakaš, kaj ti bo prinesel božiček. No, takšno božično pravljico bodo odplesali učenci 3. B razreda. Kot pa se za praznovanje spodobi, ne sme manjkati pozdrav podžupana. Spoštovane krajanke in krajani, spoštovani najmlajši učenki in učenci osnovne šole, spoštovani gostje, lep dober večer v imenu občine Kranjska Gora in seveda tudi v mojem osebnem imenu. Prav lepo in dobrodošlico izrekam tudi našim gostom iz Srbije. Dobrodošli, da ste počastili ta naš krajevni praznik. Želim vam, da boste uživali v krajih pod Triglavom, tako kot vsako leto uživajo tudi naši osnovnošolci oziroma naša ravnateljica sigurno pri vas v Srbiji. Ja, res je, veseli december je že skoraj na polovici, kot pravijo naši učenke in učenci, močno je zadišalo po praznikih in prav je tako. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora je v petek potekalo dvojezično srečanje s šolo Šent Lenart pri 7 študencih. Srečanje je zasnovano kot jezikovne delavnice. Učenci so bili razdaljeni v skupine in krožili med glasbeno, gibalno, ustvarjalno, pravljično, športno ter spoznavno delavnico. Ob koncu vsake delavnice učenec dobi bunkico, na kateri je zapis določene besede v slovenščini in nemščini. Izdelali so tudi novoletno voščilnico. Več o srečanju pa ravnatelj osnovne šole Kranjska Gora Milan Rogal.
Danes v naši šoli gostimo učence iz Avstrije, iz kraja Šent-Lenart. Šola se imenuje Pri 7 študencih. Prišlo je 43 učencev in njihovih učiteljev. Imeli bomo 8 delavnic, oziroma se že odvijajo. Delavnice so pa z področja športa, glasbe, ročnih spretnosti. Odvijajo se pa v 2 ali celo 3 jezikih, torej v slovenščini, nemščini in italijanščini. Java auf Deutsch? Kaj Java? Frosch. Aber grüß. Ziege. Koza je zdaj. Rjava. Du bist dran. Boah, Nikolaus. Jetzt eine Farbe. Eine Barbico. Ui, zelena. Grün. A misliš, Nikolaus, da ste vsi? Bär. Po slovensko? Kaj pa je slovensko per? Medved. Ja! Wir haben einen eingeholfen. Ja. Schnecke. Schnecke. Frosch. Jetzt, wer kommt jetzt? Julia? Roke. Roke nazaj. Roke levo, desno, roke gor in dol. Zapleši bugi, bugi, s prstom na glavi. Poskusi zdaj še ti. Mir, Friede. Frieden, ja. Friede. V petek se je v dvorani Vitranc pričela tradicionalna zimska liga v nogometu. Nastopa 6 ekip iz občine Kranjska Gora. Ljubitelji nogometa si tekme lahko pogledate v živo vsak petek ob 18. v dvorani Vitranc. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu današnje oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Društvo mladih Kranjska Gora v torek ob 18. pripravlja ogled ledenega kraljestva v soteski Mlačca v Mojstrani. Božični koncert glasbene šole Jesenice bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori v torek ob 18:30. V četrtek v Ljudskem domu v Kranjski Gori znova gostuje Moj kino. Na ogled bodo ob 15. animirana družinska komična pustolovščina Vajana, Iskanje bajeslovnega otoka. Ob 17. animirana glasbena komedija Zapoj. Ob 19. pa komedija Božična žurka v pisarni. Ob 21. pa še premiera komedije Zakaj je ravno on.
V petek ob 16. bo v alpski vasici v Kranjski Gori prireditev Jej lokalno, okušaj globalno. Na ogled bodo žive jaslice v ledenem kraljestvu, prihod pa je napovedal tudi Božiček. V petek ob 17. pa Božiček pride tudi pred Katro na Dovje. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v petek ob 20. nastopil Anže s prijatelji. Ogledi ledenega kraljestva v Mlačci v Mojstrani bodo na voljo od 25. do 31. decembra med 9. in 13. uro. Žive jaslice pa bodo v teh dneh na ogled ob 16., 17. in 18. Otroška predstava Neroda in Godrnjavček krasita novoletno jelko bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v nedeljo ob 17. Gledališka predstava Matjaža Javšnika Od Boga poslan bo v Ljudskem domu na ogled v nedeljo ob 21. Območno združenje slovenskih častnikov Jesenice Kranjska Gora vabi vse, ki bi se radi včlanili v društvo v torek 20. decembra ob 19. v sejno sobo Gars oziroma poklicnih gasilcev Jesenice. Društvo združuje vse, ki dajejo obrambi domovine prednost. Vse, ki jih zanima strelstvo in strelska tekmovanja, tiste, ki jih zanima vojaško-strokovna dejavnost, ljubitelje starega in novega orožja, vojaških vozil in vojaške opreme, pohodništva po vojaško-zgodovinskih poteh in vse, ki imajo in delajo v uniformah v službi domovine Slovenije. Na sestanku boste pregledali aktivnosti in vas bodo seznanili z novicami. Nazdravili pa boste tudi prihajajočemu letu in si zaželeli sreče. Vabljeni pa ste tudi na prireditev ob zaključku študijskega krožka ter izdaje knjižnice Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali. Ta bo v dvorani Kolparen v četrtek ob 16:30. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca naše oddaje. Lep in miren teden vam želimo. Karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Pa srečno.